Neznanje uničuje človeštvo. Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. To so besede preroka Ozeja, ki je živel v 8. ali 9. stoletju pred Kristusom. Namenil jih je svojemu ljudstvu, ki je začelo bolj zaupati lažnim bogovom. Stvarstvo namesto stvarniku. Častili so poganskega boga Bala, ki so ga poganski narodi imeli za boga sonca, dežja, rodovitnosti, plodnosti. Zaupali, molili in častili so bolj to, kar je Bog ustvaril, kot Boga samega. Izgubili so znanje o resničnem Bogu in začeli častiti to, kar so videli z lastnimi očmi, njegovo stvarstvo. Rezultat, posledice so bile propadanje ljudstva, ker ni imelo več spoznanja, kdo je njihov Bog. Mogoče se sprašujete, kaj ima življenje nekoga ali preroka v Stari zavezi z nami. Saj je živel pred skoraj 2800 leti. Če preskočimo okrog 800 ali 900 let in se preselimo v 1. stoletje, lahko vidimo, kaj o tem piše Pavel. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali. Marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo nemiljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev. Zato jih je Bog prepustil poželenjem njihovih src v nečistost, tako da so sami skrunili svoja telesa. Božjo resnico so zamenjali z lažjo. Častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika, ki je slavljen na veke. Amen. Okrog 800 let pozneje Pavel opisuje podobno zgodbo. Namesto, da bi slavili in častili Boga, so veličastvo Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in živali. Častili, oboževali so stvarstvo namesto stvarnika. Božjo resnico, veličastvo Boga so zamenjali z lažjo. Izgubili so pravo spoznanje o Bogu. Pavel opisuje duhovno stanje vseh ljudi. Pavel je prepričan, da so vsi ljudje, Judje in pogani, kakor jih opredeljuje v svojem času, potrebni odrešitve. Odrešenje pa je poskrbel Bog sam v Jezusu Kristusu in njegovem odkupitvenem delu na križu. Odrešen je mogoče pridobiti le po veri in potem načelo Bog ravna z ljudmi že od vekomaj. Za primer, da je Abrahama. Kaj namreč pravi pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. Vera je korak v odrešitev in začetek skupnosti z Bogom. Odnos z Bogom, delovanje Svetega Duha v našem življenju nam prinaša zmago nad grehom in malikovanjem. Bog nam želi razodevati resnico o njem, da ga lahko slavimo in častimo kot edinega in resničnega Boga, ki nam je dal življenje in stvarstvo, v katerem živimo.
Ni nam potrebno več častiti stvarstva, ampak stvarnika, živega Boga, od katerega dobivamo življenje. Bog nam želi pomagati, da iz neznanja o njem pridemo do pravega spoznanja. Ne potrebujemo več nobenih podob, ki upodobljajo Boga v obliki človeka, živali ali stvarstva. Če se ozremo današnji čas, bomo hitro videli podobno zgodbo kot času preroka Ozeja ali pa čas apostola Pavla. Ljudje častijo stvarstvo namesto stvarnika. Veliko je raznih podob, kipov, ki predstavljajo samega Boga ali nakazujejo pot do Boga. Ko pogledamo globje, lahko kaj hitro spoznamo, da so ljudje to zamenjali za božanstvo, ki ga častijo. Nažalost to vodi v malikovanje in nepravo spoznanje Boga. Vodi v duhovno temo in nepomoč, razodetje Boga. Duhovno neznanje uničuje človeštvo. Človeški napori, da bi ugodili Bogu, nas ne morejo pripeljati bližje Bogu. Bližje njemu nas lahko pripelje samo pravo spoznanje o njem. Kaj je danes duhovno neznanje človeštva, ki nas uničuje? Verujem, da je danes in skozi zgodovino človeštva največji problem, da ne vidimo, kako nas Bog brezpogojno ljubi in da ima najboljši načrt za človeštvo. Preden spregovorimo o Božji ljubezni in njegovem načrtu, pa poglejmo še nekaj, kako se sam Bog predstavi v Svetem pismu. Hebrejska beseda, ki jo navadno prevajamo Bog, je Elohim ali krajše El. Beseda poudarja, pomeni Božjo silno moč in veličino. Bog to ime uporablja, ko govori o svoji popolni kontroli nad vesoljem, naravo in človeštvom. Potem najdemo v Svetem pismu krajšo obliko za Boga Jahve, kot se je Bog razodel Mojzesu. Jaz sem, ki sem. Bog je odkril Mojzesu, da želi biti poznan kot Bog, ki je vsepovsod prisoten in delujoč. Ljubi ljudi in želi pripeljati ljudi v pravi odnos z njim. Obstajajo še druga imena za Boga, toda ti dve sta dovolj. Pomembno si je zapomniti, čeprav se Bog skozi Sveto pismo razodeva s pomočjo različnih imen, gre vedno za istega Boga. Bog se vedno razodeva kot vse prisoten. Ne moremo ga dati v nek klub, škatlo ali narediti podobo Boga. To so delali pogani, ki niso imeli prave podobe o Bogu. Nažalost to dela človeštvo, ki nima spoznanja o Bogu. Sam Bog se je razodel in spregovoril preroku Izaiji. Komu torej hočete primerjati Boga? Kakšno podobo hočete postaviti poleg njega? Poglejmo zdaj duhovno neznanje človeštva. Bog nas brezpogojno ljubi. Zaradi greha smo izgubili to spoznanje. Greh pomeni zgrešiti cilj. Toliko imamo problemov, da nismo ljubljeni, sprejeti. In če doživimo še od svojih staršev ali okolice, se vse še
skupaj poglablja. Toda kaj pravi Bog? Ali nas ljubi? Že v stari zavezi, pravi Božja beseda, iz daljave se mi je prikazal. Z večno ljubeznijo te ljubim. Zato ti tako dolgo izkazujem dobroto. Jeremija govori ljudstvu, ki je odšlo od Boga in jih kliče nazaj, da jih Bog še vedno ljubi in da se naj vrnejo k njemu, njegovi ljubezni. V Novi zavezi Jezus razodeva, da nas Bog ljubi tako močno, da je dal Božjega sina za nas. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Seveda, nam je težko dojeti, takoj sprejeti, še posebej, če se počutimo neljubljene, da nas Bog ljubi. Vendar se moramo odločiti, ali želimo doživeti njegovo ljubezen ali ne. Božja beseda nas vabi, naj iščemo Boga in njegovo ljubezen. Ljubim te, ki me ljubijo, kateri me iščejo, me najdejo, pravi Božja beseda. Kaj pa Božji načrt za naše življenje? Ne varajte se, moji ljubi bratje, vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Jakob govori o težavah, preizkušnjah, skušnjavah našega življenja. Toda na koncu govori, da je Bog z nami, ko se soočamo z vsemi problemi. In naj zaupamo Bogu, kajti On ima za naše življenje najboljše. Od Boga prihaja popolno nekaj, kar je najboljše za nas, je kot darilo. Zato mu zaupajmo in iščemo njegovo vodstvo, modrost in pomoč. Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. Ne imej sam sebe za modrega, boj se Gospoda in varuj se hudega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti. Ne živimo v neznanju, ki uničuje naše življenje. Odprimo srca Bogu. Dovolimo, da se njegova ljubezen dotakne naših življenj. Kajti on nas resnično, brezpogojno ljubi in čaka in vabi k sebi, da mu odpremo svoje srce in dovolimo, da je naš zveličar, naš odrešenik in da je naš Gospod, da lahko že tukaj na zemlji gradimo življenje z njim in spoznavamo najboljšo voljo za naše življenje, to, kar je najboljše tukaj na zemlji in za vso večnost. Zato naj bo slava in čast našemu Bogu, ki nas ljubi in ima najboljši načrt za naše življenje. Amen.